Na kulinaričnem srečanju v torek 22. januarja 2013 v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah je vse prisotne navdušila gostja s svojo primorsko prisrčnostjo, kuharskim znanjem in bogatimi izkušnjami, svojo duhovitostjo in neposrednostjo kot odlična kuharica in svetovalka za prehrano Emilija Pavlič, iz katere kar vre ljudska in kuharska modrost. Emilijo Pavlič poznajo tako majhni kot veliki. S kuharskimi izzivi se je spoprijela že kot 17-letno dekle v jamski restavraciji v Postojni. 2 leti pozneje se je preselila v Koper, kjer je bila 10 let glavna kuharica v hotelu Žusterna. Že takrat jo je zanimala zdrava otroška prehrana. Napisala je več strokovnih člankov za revije 5 zvezdic, Naša žena, Zdrav vrtec. Ob svojem delu kuharice se je nenehno izobraževala in opravila še izpit za mojstrico kuhanja. Ljubezen do otrok in skrb za njihovo zdravo prehrano je bila odločilna, da se je prijavila za gospodinjo v vrtcu Semedela pri Kopru, kjer je bila kasneje vodja prehrane in strokovna sodelavka. 25 let je skrbela za 800 otrok. Mnogi se je spominjajo po tem, da je z jedilnikov takoj črtala industrijsko pripravljene juhe. V 20 letih je v vrtec vpeljala zdravo in domačo prehrano. Po prvih nasprotovanjih ji je tudi z mnogimi kuharskimi delavnicami in predavanji za starše uspelo prepričati ta velike, kako pomembna je pravilna prehrana za zdravje in razvoj majhnih. Nazivi so se spreminjali, od kuharice, gospodinje do organizatorke prehrane, Emilija pa je ostala otroška kuharica, kot se sama najraje poimenuje. Korona njenih dolgoletnih izkušenj na področju prehrane je knjiga, namenjena vsem, ki jim tako kot njej otroci pomenijo neizmerno radost in bogastvo. Knjiga Za otroke kuhajmo zdravo je knjiga za majhne in velike, kot pravi njen podnaslov. Pred 12 leti je zanjo prejela 2 pomembna priznanja na sejmu Vse za otroka in družino v Celju. Bronasto zibko in priznanje Mestne občine Celje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov. O knjigi in njeni avtorici je bilo napisanih veliko pozitivnih kritik in člankov v strokovnih revijah in časopisih, pohvalili pa so jo tudi 3 strokovnjaki: profesor dr. Dražigost Pokorn, Irena Simčič, višja svetovalka za šolsko prehrano, Branko Šalamun, doktor medicine, ter Inštitut za varovanje zdravja. S knjigo Za otroke kuhajmo zdravo bo za nekatere neprijetno in dolgočasno opravilo dobilo nov pomen. Zdravo kuhati za nekoga pomeni namreč tudi pokazati spoštovanje in ljubezen. Prevzeti odgovornost za prehrano velikega ali majhnega števila otrok pomeni prevzeti odgovornost za njihovo zdravje. Za mamice in očke, ki svojo kuhinjo vodijo v duhu 21. stoletja s pomočjo moderne tehnologije, je priložen še CD z jedilniki, recepti in seznamom živil. Knjiga je izšla tudi v angleškem jeziku v začetku lanskega leta. Izpis jedilnikov iz CD-ja po tednih omogoča hitro in preprosto planiranje prehrane in pripravo, tako v družini kot v velikih kuhinjah. Knjiga Za otroke kuhajmo zdravo je velika pridobitev za celoten slovenski prostor in vse generacije, za otroke, mladostnike, odrasle in starostnike. Glavno načelo knjige je kuhanje sveže hrane iz svežih živil, brez industrijskih dodatkov. Druga njena knjiga Mamica, nauči me kuhati je odličen pripomoček za vsako mamo, ki je vesela novih idej za zdravo in raznovrstno prehrano. Avtorica namreč ponuja jedilnik za vsak posamezni dan v letu. Izšla je konec leta 2010 in je poslastica primerna tudi kot darilo za vsako družino, ne samo za mamice. Vsi jedilniki so sestavljeni glede na letne čase in upoštevajo sezonski način prehranjevanja, pa tudi pretežno uporabo rastlin in sadja, ki uspevajo pri nas. Ponuja mnogo preprostih in tudi malce zahtevnejših receptov za zdrave jedi, ki jih bodo otroci preprosto vzljubili in radi jedli, pa tudi pomagali pri pripravi le-teh. Emilija Pavlič je na opravljeno delo in svojo prehojeno pot ponosna zato, ker je vse svoje znanje in izkušnje gradila na spoštovanju do ljudi, še posebej do otrok in mladine. Najbolj jo žene želja po ohranjanju naravnih dobrin in tradicije, slovenske dediščine. Prav to pa je bilo verjetno tisto, ki jo je v poplavi sodobnih kuharskih voda vrglo na površje. Njena velika želja je naučiti mlade kuhati z namenom, da ne bi bili toliko odvisni od staršev in od industrije, predvsem pa je pomembno kuharsko opismenjevanje, začetno in nadaljevalno. In o kuhanju. Ampak hočem to povedati, da res pustite ta mlade na miru. Naj kuhajo in če boste danes odnesli te 4 načine kuhanja, ki jih imam v
v obeh mojih knjigah, v parih besedah vam bom jih predstavila. Jaz včasih rečem, zamesim kruh, nobenega, odkar sem se zavedla sama sebe, nobenega se ne bojim. Kar tako se postavim. Papirtok si morda dati, tako je boljše. Tako je druga cela. Vsi neki slikari ima spirtok, ki ga spoštujejo, naredi sliko, jaz rečem, naredim pinco, naredim mineštro, naredim potico, naredim obarco, jo pojemo, nema više slike. Zato ta slika jo ni enake, je drugačna, je una, ampak enake jo ni. In zato tudi kuharija je ena vrsta umetnosti, zato je to ustvarjanje in časih, ko mi kdo reče, kakšna kuharca pa si, nič se ne bojte, samo tiho, a veste, tiho, jaz rečem, nič se jezi, ker vsaka jeza dela rano na srcu, mičkano ma dela. Ja. Lahko se reče, kje počasi, kdor me zastopi, ne bo zastopil njen glas, ma preko tiho hodanje. Tako da ne se bati, jaz časih zamesim kruh in tudi danes ga bom zamesila pred vami v 2 minutah, zato da vas navdušim za to opravilo, ker mnoge rečejo, vse peciva naredim, pa vse naredim, sam kruh mi ne rata. Pa še na testa mi ne rata. To je najbolj enostavno. Ampak, da bom pol pozabila, jaz naredim hlebček z kruha in ga potem vam ne boste verjeli, namesto da ga zrežem pinco, to se bom pol pokazala, kako se pač, to je zdaj za veliko noč, včasih so delili pince samo za porodnice, pa za boljane ljudi, ker ni bilo ne putra, ne jajc, ker tle je dosti putra, pa dosti rumenjakov, pa je dobro testo kot za potico samo, je res drugačen. 3-krat zarežemo s škarjami ali z nožem od sredine navzven. To imate v bistvu tudi v moji knjigi, ampak hotela sem to povedati, to je pač eden se zmislil in se je to prijedlo. Ta kruh, ki rečem, pustite mlade, da ustvarjajo, ali pa stare. Kdorkoli. Jaz ga včasih, ne boste verjeli, je hlebec, testo, ga primem z rokami, fejs ga uščitne, pa še malo zavijem, tako na dolgu, pa ga dam v mrzlo pečico, to boste vedeli, kruh, peka in kuha na brze od začetek, ampak ven pride kot Postojnska jama. Sploh ni hlebček, a veste, res je to tradicionalno, ampak če hočeš ob kuhanju uživati, lahko narediš po svoje. Ko bo kdo drugi delal, ne naredim, ne bo nikoli naredil tako. Zato vam hočem povedati, da mladi se včasih strašno tožijo, da nimajo priložnosti narediti eno svojo slikco. In zato je vse, kar naredim, je moja slika, ki se jo veselim. Če pa ni dobro, pa te krega uni, pa vsi te kregajo, se pa na koncu ne more ratati, se prav ne more ratati, veste. In zato ta kuharija, vzamte jo kot eno vrsto umetnosti in eno vrsto vrednot, ki se je tudi izgubila. Čuvamo besedo, govorim, čuvamo jezik, čuvamo, kaj pa vem, kaj vse čuvamo, spomenike, a ne čuvamo mi naših orehov, naše kaše, naših suhih jabolk, pa ne vem, kaj še vse, da ne govorim o našem fižolu. Ne se sramovati domačega, to ljudje iščejo in to je lokalna oskrba, da bojo zginile banane, ker banane, nič hudega, danes še pojejte. Brez zamere, ampak mnoge so zasvojene tudi z bananami. Če ni vrh jabolk še te banane, ni zdrava. Veste, da to je ena vrsta odvisnosti? Ampak v bistvu je to, da to je treba pripeljati. Treba pripeljati daleč. Jabka pa nobene še povoha ne, ki so alergični. Seveda so alergični, dokler je dna, koga pa ne bo. Stvari v tem, da banane so izjemno škropljene. Izjemno. Na barkah jih škropijo, če trh rabi več, jih špricajo za več, če trh rabi manj, špricajo za manj. In tako, jaz jih nisem kupila že 20 let, zaradi mene jih lahko, ampak kdo vam bo pripeljal alge, ingver, banane, pa še južno sadje. Vsi veste, kako je to vse škropljeno. Tako da jaz le se borim za to, da je ta lokalna oskrba. Cel svet, veste, je živi zdaj v duši in v dejanjih, da bomo podprli našo lokalno pridelavo in naše kmete, ki se trudijo, da pridela ješprenj, phan,
pa preseno kašo, pa koruzno, pa pobirajo lešnike, pa orehe, pa nobene jih ne vidi. Bistvo je, da je treba to čim prej. Če ne bo malo težko. Prvič bo predrago in narave ne bomo rešili, ker vremenske spremembe so zelo globoko. Vsem tistim, ki se ukvarjajo s pripravo hrane od začetka do konca, toplo priporoča, da tisti, ki hrano postreže, zraven podari še prijazno besedo in nasmeh.